Pokrovitelji športne oddaje Skok v šport so Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Tudi na ta kresni večer, na nek način, ko se prižigajo kresovi, smo pripravili športno oddajo. Z nami v studiu je, lahko rečemo, ultramaratonec Leon Cestnik. Leon Cestnik iz Trbovlj. Živjo. Zdravo, živjo. Oba sva malce tekača, jaz na krajših progah, ti na daljših, zelo dolgih. Predlagam, da se tikava, ne? Ja, vsekakor. Okay, ja. Dobro, preden se bova dotaknila ultramaratonov, najprej se bova tvoje športne poti. Kako se je začela? Že v otroštvu sem imel izredno rad naravo. To je ljubezen do narave, je za te stvari, kar jaz počnem, osnoven pogoj. Tako da pohodi, planinska društva, taborniki, kasneje sem plaval, sem bil tudi občinski prvak. Ampak ne pri Rudarju, ne? Ne, v Radečah. Pri Rudarju nisem smel trenirati, ker me je trener, ni pomemben zdaj glih kjer, enkrat videl cigareto v roki in je rekel, ti pa ne moreš plavati, ker kadiš, ne. In sem pač izkoristil priliko v drugi občini in sem plaval tam, ne. In sem kar dober za tiste čase, pa glede na to, kako je bilo takrat to urejen, sem kar dober rezultat dosegel. Kje pa si bil bolj uspešen, v kateri disciplini? Prsno pa kravl. V obeh sem bil. Leta 1977 sem bil tretji v prsnem, na 25-metrski bazen. Leta 1978 sem bil pa prvi in prsno in kravl. Si daj tako tudi potem v Trbovljah, v kopalnici? Ne, nikoli. Ne, potem so prišli tisti leti 18, 19, 20, ko smo hodili v vas, Rajko, kar na bazen. Pa v vojsko tudi? Ja, tudi v vojsko, tudi tisti je bilo. Pa z 18 sem šel že v službo, v strojno tovarno. In se potem malo se odmakneš od tega športnega življenja za nekaj let. Potem kasneje, ko se je pa začela družina, pa se moraš pa na en način sprostiti, sem pa zelo veliko kolesar začel. Že kot otrok sem imel zelo rad kolesa. Ko mi je oče kupil moško kolo, sem bil najbolj srečen in sem že takrat ogromne kilometre naredil. Spomnim se, da sem bil star 12-13 let, celo v Cijale pa nazaj šel zjem, čist iz navdušenja. Je bil še kolo brez predstav? Brez predstav, ja. Je bil pa Renner. To pomeni, da ni imel zavore na nogo, ampak na roke. In to je bilo takrat neki... Pa smo s takimi kolesi ali pa s polnim kolesom kar prišli tudi na trojanski klanci. Zanimivo, ne? Tudi, pa na Čabine, pa še kam drugam tudi. Je bilo zanimivo, ja. Tudi kasneje, ko so bili kolesi na predstavo, največ kilometrov sem z maratonom naredil. To je en model rogovega kolesa, ki je imel 10 predstav. No, jaz sem imel takšnega s 5. Aha, se pravi, je bil senior verjetno. Senior, ja. Ja. Tako da smo vse posod smo šli, če pa ni šlo, si šel pa dol, pa si ga mečkam pod pajsko dal. Ja, je šlo, ne? Ja, ampak smo ogromno kilometrov smo naredili. No, pa sem pa kolesaril zelo dolg. Tam ne rečemo, do 36. leta na maraton Franja sem šel na ta dolgo. Do svojega 36. ne? Ja. Zdaj si 53. Zdaj sem 53, ja. Na maraton Franja sem šel preizkusiti malo, koliko sem, pa moram reči, da sem dobre 4 ure ta dolgo od kolesaru in to iz trekking kolesom. Tako da so bili nekateri fantje na specialkih kar malo tagotni, so me kar malo s komovcem dregali pa rinili s ceste. Ampak se nisem glih dal. Potem sem pa čez zimo, vsak let čez zimo sem dobil 10 kilogramov, ker ni bilo glih tukaj aktivnosti vsega, se nekom pa jaz tudi čez zimo probo pa s hojo pa iztekam, neko kompenzirati, da bi jaz, ko pride februar, marc, ko se usedeš na kolu, pa greš ven, obdržal iste kilograme, pa kukar tukaj kondicije. Ampak potem se je pa tako naredil, da sem čezali več teku, pa če zdaj me je kolesaril. Zdaj pa kolesarem sam še za regeneracijo. No, mimo grede, tiste prvi daljši tek, koliko si bil sploh sposoben, glede na to, da si bil kar precej dobro pripravljen kot kolesar, ampak tek je spet drug šport. Ja, čist. Koliko si lahko naenkrat pretekel?
jaz se spomnim, da sem začel teči, ko sem začel čez zimo teči, da sem se s kolesom peljal na Čebine, tam pustil kolo v Grmovji in sem tam čez po gozdni pot proti Znojilam, tam je 3,5 km pa pol v eno stran, ne, sem tako kilometer ljato, pa hodil, pa ljato, pa hodil, pa pol, ko sem skozi tja odljato, pa pol še nazaj, to je bilo 7 km, sem bil že, pa sem naredil krog na Znojila, pa čez vrhe, pa čez Podplanino nazaj, ne, to je bilo že malo več, spet sem bil še bolj srečen. Pa sem pa na kolesarskem forumu spoznal Petro, ki je več tjakla kakor kolesarla, ne, in mi je povedala za 7,5 km pa pol dolg tek v Štanjeli na Krasi in to je bil moj prvi uraden tek. Ne. In takrat sem pa zasvojen rato. No, ti si mi dejal, da tvoja poklicna pot je šla v strojni tovarni, bil si tudi 3 leta knap v Zagorju. Ja, težka izkušnja. Ja, moram reči, da kar zdaj v jami je bilo tako odvisno, je bilo kot si delal. So bila pač delovna mesta od tega, da si lahko kar dobro skozi prišel, pa do tega, da si mogel kar fajn delati. Jaz sem imel smolo, da sem RGD prišel v tistem času, tista zadnja leta prednje šel v stečaj. In zaradi tega tudi nisem več delal v rudniki, ker smo šli v stečaj po 3 letih. In takrat so nas, moram reči, kar fajn trajbali, da bi se pač dokazovali, koliko smo sposobni, nismo kar dosti delali, kar je bilo kar naporno. Sploh mene je najbolj trojizmensko delo, tam to me je najbolj izčrpalo. Ni bilo tistega. Vlaga v Zagorski jami je bilo kar nekaj. Vode je bilo pa tukaj, da nisi vedel včasih plavaš ali hodiš, ali res je bilo ogromen vode. Tudi tjakelje iz stropov, iz plina je bilo ogromen. Se spomnim, je Štajger prišel, plin zmeru metan, ne. Je rekel, pobi Mirki te polno mate, ne, pa je vse obrnil, pa je šel, ne. To je pomenilo, da smo z zrakom spihvali metan ven, da smo sploh lahko delali, da ni prišlo do eksplozije, ne. Tako da nič kaj reči se ne spominjam teh časov, ne, ni bilo. Je pa res, da je bila pa knapušna pa ena taka izkušnja, ko ti da eno ustrajnost tudi naprej v življenju. Mislim, če sem tist, lahko tudi vse ostalo, ne. Po si šel pa kam? Na komunalo? Ja, pa sem šel, pa ko smo šli v stečaj, sem nekaj časa nadomestil dobival, ne. Pa pri bratranci sem malo v mizarstvi pomagal, sem še tam mečken, da smo neko družino, ker je bila Darja, moja hčerka, stara 5 mesecev, ko sem ustal brez službe, Žjana ni hodila v službo, pa sem pa na komunalo šel, ne. Sem prišel pa na komunalo, v Kadrovsko, pa je gospa v Kadrovski rekla, imamo za vodovodi, za kopati, pa za te stvari, ne, ali pa za na pokopališče, ne. Pa se nekako, kako pa je splačal, je rekla pri vodovodi 24 000 takrat, ne, je rekla na pokopališči pa je na 32, 33, nisem več razmišljal, ne. Čeprav mi je bilo pol, moram reči, prve leta težko, pa sem kar velikrat. Kaj si čisto osnovna dela začel? Ja, kot pokvalificiran. Ja, vse, ja, urejanje okolic pokojnikov, pogrebi, v glavnem vse, ne, in tu sem počel pol 15 let. Tudi pokojnike je treba urediti. Ja, seveda. In mislim, da si mi prej dejal, da ti to pusti nek pečat, da življenje drugače ceniš in da potrebuješ tek, da gre vse to nekako ven. Ni nujen, da je to tek, ne? No, sprosti to. Pač nekaj, da si sam seboj, da se očistiš tistega stika, bom rekel, napornega dela, ne. Ker se tukaj pri tem deli se vsak dan srečuješ iz smrtjo, iz žalostjo, iz svojcem, ki je en bližnji umrl, pa se v toku 20 let se srečaš tudi z ljudmi, ko so ti blizu, pa umrejo. Tako da je psihično zelo naporno, res naporno. In če nimaš nekaj, skozi kar bi se sproščil, se slejko prej pokažejo posledice, ne. Ali kakšna druga zasvojenost, ali... Tako tudi alkohol, ne? Ja, kar, mislim, zdaj v teh časih niti ne toliko so ljudje bolj zavedajo te stvari, ampak prej je bilo pa zelo težko najti treznega pogrebca, ne, leta nazaj, ne. Kako pa okolica? Zdaj ti si vodja, ne? Ja, jaz sem pa šolo naredil, pa glede na notranjo prerazporeditev na komunalne, sem kot vodja pogrebnega zavoda zdaj, ne. Kako pa okolica sprejemala tvoj poklic? Tako ponižajoče ali nekaj ne bodi ga treba ali tisto nujno potrebno? Ne, moram reči, da nisem imel nikoli z okolico problemov glede tega, mogoče tudi zato, ker sem taka vrsta človek, ne, da
sočustvujem z ljudmi. Imam občutek za ljudi, in nisem imel z okolico nikoli problema. Tudi zdaj, ko se srečujem iz svojci, se zmer spomnim sjaba, ko mi je umrl kdo bližnji, kako je bilo mjan hudo in poskušam skozi to tudi njim čim bolj, kako bi rekel, ustrešiti, kljub nekaterim nenavadnim željam, ki jih imajo včasih, ampak se zavedam, da če ne bojo sledili tistim željam ali pa tistih zadnjih želji pač pokojnega, da bojo verjetno kasneje v življenju to obžalovali. Ti imaš hčerko, ki je stara 24 let, Ja. Hčerka, ki je bila stara leto pa pol. Leto pa pol je pa umrla, In to je najhujša preizkušnja lahko za vsakega. Mislim, da se bi težko še kaj bolj tragičnega človeka naredili. Najbolj z vidika nemoči, ko bi človek res vse naredil, pa je nemočen, sam stojiš, lahko pa opazuješ, kako se pač razvija. Tako da... In tudi zaradi tega človek potrebuje še kakšne druge stvari. Ko ure in ure letiš, rečemo, da v Istar 32 ur si ogromno sam s sabo in se v bistvu tudi veliko sam s sabo pogovarjaš. No, se to me zanima. Ti si potem, kdaj si praktično postal ultramaratonec? Zdaj za ultramaratonce rečemo, da so takrat, ko preteče več kot klasični maraton, 42 km in še nekaj in to je to. Tudi je maratonec, potem je pa ultramaratonec. Kdaj je bil prvi maraton? Zdaj, klasičen maraton, nismo tekel nobenega. Ker mi je enostavno vse več, ker mi enostavno ni do teka po asfalti, sploh ne 2 kroga, tako ki so Radenci, ko moraš 2x21 po asfalti toč, ali pa v Ljubljani. Sem šel pa na edin klasičen maraton na Sljeme v Zagreb. Sam s tem, da je gorski maraton, ampak razdalje 42 km. Tega si pa pretekel? Ja, v 3 krogih po 14 km. V vsakem krogu je bilo 600 višine za narediti, 500 stopnic za prehoditi, prelaufati, kar si zmogel. In tu mi je bil izziv. Mi pa ni, rečemo, večkrat grem pa leteti Zagreb-Čazma. To je pa en tak 61 km pa pol dolg tek, ko ni nič posebnega, kar se tiče fizičnega napora, pač odvisen, kak cilj si zadaš, koliko se trajbaš sam sebe, ampak je pa izredno naporen za glavo, ker tam je pa rahlo valovita cesta, cel čas ni neki enih vzponov, niti spustov, ne nič, ampak ko tako glavo dvigneš in pogledaš, vidiš cesto par kilometrov naprej, se obrneš, vidiš cesto par kilometrov nazaj in to je skozi rob ceste in to je to. In je za glavo zelo naporno, jo grem glih zato, da vztrajnost pa glavo malo povadim, bom rekel. Drugač pa ta prvo ultro sem delal pa neformalno, smo se prijatelji dobili z tekaškega foruma, ker po tistem teki na Krasi sem seveda zvedel za tekaški forum in sem se pač tam prijavil in tiste poste prebiral in se učil in razmišljal in smo se pač dogovorili na tekaškem forumu, da gremo čez Kozjak iz Maribora, čez Kozjak v Dravograd. To je tam nekaj na 75 km. Nekaj malega, Ja, pa tam se na 4 ure pa pol višincu. In ves čas me je bilo strah, sem rekel, če tile tipi, ko so bili legende ultramaratona, rečemo, so odlaufali Šparto, pa ne vem, take stvari, se je tile tipi začeli leteti, sem cajt bom, ampak še v to kar šlo, nisem imel izkušenj. No, pa moram reči, da smo kar fajn. Tudi zahvaljujoč Zvoneti, ki je bil, bi rekel, kar prekaljen in je tudi vedel, kako celo skupino pripeljati od cilja do, ni bil tako egoističen, da bi v svoj tempo, ampak si je želel, če smo pač 6 ljudi štartali, da nas 6 pride. In kasneje moram reči, da smo s tem šestim prijateljem tekaškim postali tudi prijatelji izven tekaških poti in smo jih še ogromno naredili. In tale tvoja Suzi, to je iz Zavetišča, če se ne motim. Suzi je iz Zavetišča. Je tudi ultramaratonka? Ja. Gre tudi, do 50 gre, Se pravim, zdaj njen največja razdalja njena je 47 km. Res se vidi zdaj.
Ja, na Knapovski planinski poti, to je ena pot, ki sem jo jaz trasiral, imam mogoče kasneje kaj več povedala. Iza 8 marc je naredila svoj rekord, 47 km, 2600 višinska razlika. Z lahkoto moram reči, da si je bilo takrat prisotnih poleg nje še 4 psi. Pa lepo teče ob tebi ali... Odvisen, kako se zmenima, ne. Če ji rečem, da je zraven, na kratk, pol lepo zraven, ne. Če pa spustim na povodci, gre pa tudi naprej, ne. Ko pa še malce več naredi, ne? Ja, gre sem, ne. Sej, ima pa izredno močen lovski nagon, tako da glih spuščam jo ne. Prvič, zato, ker mi je na začetku, ki sem jo spustil, je na 3 treninga uničila, ne, ker do Klijeka nisma prišla, pa je šla po svoje, pa si jo iskal, pa čakal in pač sobotno dopoldne je mnil, brez da bi naredila več kot par kilometrov, ne. Samo moram pa reči, da za družbo, za tekaško družbo je to edino bitje, ko bo vztrajal zraven človeka, ne. Ne tečeš pa poleti pa na asfaltu z njo, ne? Po asfaltu čim manj. To je pa kar mučenje, ne, na nek način, ko to delajo. V vročini sploh ne, ne. Tako da, če je topel, da gremo na izlet, tudi tempo prilagodimo. Za njo njasem, rečemo, liter pa pol, 2 litra vode, za sebe pol litra vode, ne. Tako da... Ne piješ veliko? Ja, pijem, ampak več jo njest ne moreš. Moraš pa v prvi vrsti za njo poskrbeti, ki si ne more pomagati, ne. Tako da... Pa tudi večinoma okoli Trbovlj delamo te poti, ko je dosti izvirov, ki jih poznam, ko vem, kaj se da odžejati. Je zasvojena s tekom? Mislim, da je. Da je? Ja. Tako kot gospodar, ne? Si zasvojen s tekom? Z gibanjem. Z gibanjem v naravi? Ja, z gibanjem v naravi. Ampak zdaj je to bolj kot ne tek, ne? Ja, v glavnem je to tek, ja, v glavnem. Čeprav tudi kdaj obujem gojzarje, dam na hrbtnik, čelado, pa grem v Visokogorje, čist za dušo. Pa gojzarje obujem sam zato, da se ja premagam, da ne letim tam, ko bi bilo. Ampak si še kar mislim, ko vidim, kako lepo pot po Skalovi, pa ko so tiste lepe gorske poti, kako bi tle leteli. Nedavno si se vrnil iz Istre, ne? Ja. To je tek nekaj čez 160 km. 167 km uradno, ne? Mitja Duh o tem že enkrat govoril, lanskrat je šel s tabo. Če se prav spomnim, je dejal, da je prišla vmes kriza in pa mislim, da je on imel še probleme z gležnjem, ampak vmes, da se mu je zdelo, da se drevesa kar premikajo, ne? Da so živa. Se tebi to dogaja? Neki previdu je imel. Zdaj, tako bom rekel, prvo noč ne. Prvo noč je brez problemov, v drugi noči se dogaja pa mrskaj, ne. S tem, da zdaj po tolikih letih sem se navadil, da kadar je zelo strm klanc, pa da grem v klanc, da med hojo malo podremam. Med enim korakam, drugim ali pa tretjim korakam, ko je tistih 1/10, 2 sekunde, ko so, takrat malo podremam, pa se mi tudi v tistem kratkem času sanja, ne. Tako da v bistvu možgani so čudo narave, ne. Tako da nisem imel nekih groznih kriz. Toliko pa ne zadremaš, da bi skrenil s poti? Ne, ker tudi, se pravim, to so delčki sekunde, ali pa mogoče sekunda, ne več, ne. Ne spiš pa hodiš, ne. Te zmanjka za trenutek? Ja, sam kinkneš, ne. In se ti v tistem trenutku se ti tudi sanja, to pomeni, da so si možgani res spanje prvošili, ne. In v odstotkih je teka več, ne, kot hoja? Ja, v odstotkih je teka dosti več, ne. Zdaj, če vzamemo, da sem letos imel na 167 km povprečno na uro 5,13 km, ne. Ampak v te 5,13 km na uro je vključen vse. Od potreb, ki jih ima človek, pitja, hrane, počitka, ne. Tako da, če bi sam hodil neprekinjeno, ne, bi težko ustrajal na 5 km na uro, sploh zaradi tega, ker je bilo 7000 višincev, ne. Tako da je potreben kar velik teč, pa ne glih počas, kar precej, ne. Če računamo, da je imel zmagovalec, ko je končal sprogo v dobrih 200 urih, ne, da je imel zmagovalec povprečno okoli 7 km na uro, ne. Se pravi, da je 5,13 precej hitra povprečna hitrost za tako vrsto tekmovanja, ne. V Grčiji na Špartatlonu je ta odstotek malce višji, mislim, da je
10 pa še več, ne? Ja, sam tam je, rečemo, cestni tek. Cestni tek, ne? Ja, tam ni tek. Je nekaj vzponov in spustov, je več kilometrov, ne? Ampak je predvsem cestni tek, kar se ne da primerjati. Kako razumeti, tudi Mravljeko je govoril o teh kilometrih, tudi tisti tek čez Ameriko, več kot 10 na uro gredo, ne? Mislim, to... Ja, to so... To težko razumeš. Ja, no, rečemo, jaz sem zdaj Zagreb Čazmo, ki je 61 km pa pol, sem skozi povprečno na 10 km na uro, ne? To je tudi povprečna, ne? To je super, ne? Tako da, ampak to je cestni tek, ne? Čisto nekaj drugega, ne? Ja, ko vem, če nekaj kraješga 10 do 21 km, pretjačam vse na 12 km na uro. In koliko vas je šlo zdaj to Istro, pa od kje do kje se teče? Prijavljenih je bilo 159 tekmovalcev, štartal nas je 159, prijavljenih je bilo 170, štartal se je v Labinu, pa po istrski, večino poti gre po istrski planinski pot, ne, se pravi čez čisto vse hribe, tam, kar pa ne gre istrska planinska pot, čez hribe so nas pa ukulpali čez hribe, ne. Tako da hribo je neverjetno bilo, ko že prideš v Buzet, ki je bilo nek polovica proge, pa imaš 4000, dobrih 4000 višinskih metrov za sabo, toplo ukrepčevalnico, pa pravijo, se zdaj pa te hud za nam, ker smo pač Učko imeli za sabo, ki je bila najvišji vrh, ne. Pa si misliš, kako je najtežji, če je še 87 km, pa 2800 višincev pred tabo, ne. Tako da... Ampak nekaj jih je pa nehalo tam, ne? Ja, odstopili je 41, ne, vse skupaj, ampak v Buzetu jih je odstopili pa največ, ne. So avtomobili tam? Zato, ker je spremstvo imel dostop za avtomobili, topla hrana, preoblečajo se, ni dosti močna glava, ne. Ja. Nekaj se jih je poškodoval, tukaj bi mogoče omenil Srečko Tadeželaka, ki je eden vrhunskih ultramaratoncev tudi, je v 7 dneh vsak dan 100 km tekel dobrodelne namene 2 let nazaj. Si je na 3. kilometru sklicno nogo, taka oteklina in je odstopil, ne. S tem, da je bil res vrhunski pripravljen, ne. Da ko smo pozimi trenirali, je bil zmeram vsaj 20% boljš pripravljen od mene, bolj sposoben, no. Ampak Istro pa ni zaključil, ne. V Trbovljah je kar nekaj, ne, teh ultramaratoncev. Ja, zelo zadnje čase, zdaj ga bolj poznamo ti. Jih je več, ja, Matic Cvir, ker je bil v Istr na 100 km, 105 km. Istok Deželako, vem, da tudi Cela Logarska, Čaver, David. Teh fantov je res neki v zadnjem času. Ne spomnim se pa, ko sem začel, jaz tudi danes natečem po mesti, ne. Edin, če imam izhodišče, da moram čez mesto leteti, rečemo na Kum, da letim, ne, pa moram čez mesto teči, ampak drugače pa se tega izogibam. Ampak pred 80 letom v Trbovljah nisi tekača srečil, ne. Edin tekač, odnosno tekačica je bila Neda Avramovičova, ki je v bistvu kolesarka, pa je čez zimo tjakla, ne. Z njo smo se srečala in na Podmej, in na Mrzelc, na Vrheh, koderkoli, ne. Jaz mislim, da bi Suzi tudi že šla malce teč, ne? Ja, vse popoldne, danes je sreda, imamo popoldne en trening. Sluša, že ve, o čem govoriva. No, prej si dejal, da si trasiral eno zanimivo rudarsko pot. Kolegi iz cele Slovenije, tekaški kolegi, ne, so me vabili na razne konce, rečemo, v Sladki Vrh poteka Šentilska planinska pot, krožna pot, ki je zdaj okoli 57 km dolga, pol je Svečinska krožna pot, je tudi okoli 43 km, čez Trojane tjače Rokovnjaška planinska pot, ta je tudi okoli 45 km. In po zgledi teh krožnih poti sem si jaz zaželil v zasavskih 3 občinah nekaj podobnega narediti. No, in sem stresiral pot, dolgo 47 km, ki je krožna, ki je start in izhodišče pri muzeju v Trbovljah. Gre čez vse 3 občine, tudi vse hribe po Zasavji. Ded malce, naštej, no? Tako, približno. Približno, ne, se bom kar površčal. Najprej do Cirkusa v Reti,
potem sledi spust v Hrastnik, mimo Rudnika, na Klobuk, Kal, Mrzlica, Planina, Čemšeniška planina, pa potem čez Znojil, pa Čebina, mimo bivšega 1. junija, na Klijek, pa nazaj v Trbovlje. In to je v urah? Do zdaj najboljši čas imam 6 ur pa pol, nekaj tazga. 6 ur, ja. Poprečno največkrat, ker tukaj gre ponavadi za družbo, pa tam rabimo okoli 8 ur z 2 počitkam. In ti tečeš z uro, sam mimo grede ne, ker se mi zdi, da sem potem malo sužen. Ampak je kar treba, ne, z uro? Z uro tečem največkrat zato, da kasneje doma preanaliziram, ker imam to športno uro in jo nosim kot uro in imam velikrat vžgan povezanost na satelite, ampak med samo potjo ne gledaš? Ne največkrat. Včasih malo, ampak doma pa potem zelo rad zanaliziram. No pa vidiš točno, da si bil boljši od prej. Vidiš, kje si bil. To je najbolj zanimivo. Mislim, da si prejšnji teden dal, ali pa med vikendom na Facebooku, smo videli, da si tekel na Kum. Sam sem šel tudi z izlak na Kum. Ta od Trboveljskega mosta do Kuma je kar taka lušna čez Dobovec. Jaz sem tekel, si skozi tekel. Ja, sem edin. To se še da, ne? Pod Dobovcem je voda, tam sem se ustavil, da sem pil. No, tam tudi jaz. Pa gor nad Lontužam, tam sem akadamzične, sem še enkrat pil, ker sem imel nahrbtnik s sabo, ker piti je treba. A si nazaj tudi šel teč? Tudi, nazaj sem tekel, tako da ponavadi poskušam zmeram na izhodišče priditi. Se pravi, če želim teč sam na Kum pa nazaj, pustim avto na železniški, če pa grem od doma, se pa ponavadi vrnem nazaj domov. Zdaj, navzdol je za marsikaterega večji problem kot, vsaj zame, kot hrib. Nabijanje nog, hrbtenice tudi. Če lahko povem, da smo v Ister naredili 7000 metrov vzpona, smo jih naredili tudi 7000 navzdol. Kaj ti teže? Ko si zmatran, je oboje težko. Ko si spočit, pa nič. Nimaš težav s hrbtenico, s koleni? Zaenkrat gre in to fajn. Tudi odstopiš, zelo pogosto ali sploh nikoli. Po kakšnem primeru bi odstopil? V primeru to, kar se je zgodilo na tem istrskem teku Deželaku, Gležen pač... Če bi bila poškodba taka vrsta, da bi trajno vplivala na zdravje, če ne bi odstopil, bi sigurno odstopil. Da se res spomnim, eden najbolj grenkih odstopov je bil, ko sem delal gorski maraton 4 občin in to je ekstremno izvedbo, to se pravi 3 kroge, ko jih je treba zaključiti v 24 urih in ko sem bil drugič na Poreznu, so se začele težave, nisem mogel več piti, ne jesti, krč sem imel v želodci, bruhal sem. In ko sem se spustil še enkrat na Podbrdo, pa še enkrat dospel na Črno prst, to se pravi že ta tretjič na Črno prst, nisem imel več energije, da bi karkoli. Problem je pa bil, ker sem imel krč v želodci in sem sam bruhal. Karkoli sem probal zaužiti, sem izbruhal. Kaj si potem poklical? In takrat sem pol odstopil, sem se tam usedel, vedel sem, da v 24 urih ne bo šlo še enkrat na Porezen pa dol, sem se spočil. Joško Dragskoblerju, to je oskrbnik na Črni prst, mi je 20 minut po urce od Koče na prelaz prinesel juhco govejo, malo smo pogovorila, kako uro, 2 sem tam počival, pa sem šel pa lepo počas na Podbrdo in naprosil eno žensko, da me je pelala na Petrovo Brdo, ko sem imel avto tam. Tako da v takih primerih mislim, da je pametno, da se odstopi. Rečemo, ko sem bil pa na svetovnem prvenstvu na GMB4 občin, v gorski tek, maraton, sem imel pa na obeh podplatih, na obeh petah, sem imel čez celo peto taka žula, pa nisem odstopil. Ampak sem prišel v cilj, pa tudi z muko, res z muko, ampak nisem, ker je bilo prvič, pa mogoče zadnjič, da sem sodeloval na svetovnem prvenstvu v gorskih tekih. Sem bral nekaj teh knjig, kjer so imeli tudi, ko so obuli, sezuli tekaške čevlje, nohte cele.
v Nogavici. Če ne bi bilo tukaj neestetsk, bi pokazal, kakšne nohte imam po Ister, še zdaj so črne. Ti grejo dol potem? Ja, tudi se kdaj kako odluž gre dol, ampak tu gre zraven. S tem, da na Ister moram povedati, da sem sam na 80 km zamenil eno nogavico. Tisto, ko me je žul. Tisto nogavico ali pa tisto čevl, ko je v redu, ga s tem primer tudi se zuvam, tudi. Se spomnim, ko smo delali Koroških 100 ekstrem, to je 100 km v Trekking Liga, je organizirala Koroških 100 in sem vedel, da so v copatih dogaja mrske, ker je pjakl žulil vse, ampak jih nisem sezul do cilja. Ko sem jih pa v cilji sezul, sem imel pa sam na desni nog 12 žulil. Ampak če jih sezuješ, se ne moreš nič narediti. Najboljše je počakati, da se sam predre, tekočina je stjača in ko greš v cilj, je v bistvu že suh. Se že posuši. To so, kako vem, mrski je prav, da moraš biti za to mazohist, jaz pa prav, da moraš biti za to predvsem ustrajen. Ti si vegetarijanec, zadnja leta. Mimo glede prej si omenil, da si kadil, zdaj že dolga leta, ne? Kadil sem zelo dolg, to je bila ena moja najhujših zasvojenosti. V bistvu sem odraščal s cigaretam, že iz osnovne šole naprej, takrat je bilo to, ne vem. Frajeri smo bili, Ja, pa tudi ni bil, to je bila kultura takrat, Takrat so v vseh filmih so kadili v šoli. Starši v stanovanjih tudi, Tako v šoli je mrskak učitelj kadil, zdravnik v ordinaciji imel pepelnik na mis, Tako da tudi je bila to bolj kot ne kultura in prej si to kulturo posvojil, prej si se počutil odraslega, Potem pa to prežame, ker se enostavno je vse življenje prepojeno s tem, in ko sem se pol, tam mislim, da je bilo 35 let, sem bil star, ali še malo prej, ko sem zbolel, resna bolezen precej, ko sem se vprašal, zakaj pa ti sploh še kadiš, nisem vedel odgovora, Pač kadiš, pa si ne znaš povedati, zakaj, zasvojenost ni dosti velik razlog, da si res, ampak nisem bil sužen nikotina ali pa dima, ampak način življenja. Čeprav ostane to, še zdaj bi ga, pa ga ne? Mi ne smrdi, moram reči, da mi prej zadiši, ko smrdi, ampak zdaj vem, da če bi potegnil dim, mi okus pa to ne bi pasal, sigurno ne. Ampak bolj je tista možganska predstava, kako nam možgani tu predstavijo, da si pač nekaj zaželiš. Tako kot vem, zadnje cajte zelo malo sladkega jem. Včasih sem kar precej tega pojedel, zadnje čase pa zelo malo. Ampak ko zagledam, ne mesa ne jem zadnje, tudi zelo kak ledbo, slab let je, kar ne jem mesa. Si bral knjigo od tega tekača? Moja partnerka je tudi vegetarijanka, že 20 let. Suzi smo posvojila, smo jo vzela iz zavetišča in težko je govoriti, da si ljubitelj živali, pa jim pomagati, če jih po drugi strani ješ, Moram pa reči, jezik še kar jem, da piko na i je dala pa od Jureka knjiga, Ja, si me bral, zanimivo. Kar je pa res vrhunskih ultramaratoncev, ko je postal skozi treninga, pa skozi izkušnja vegan celo, in dosega vrhunske rezultate in počutce. Je pa tukaj še en aspekt, če pogledamo, da smo ljudje zelo različni, Da mogoče pa en drug, rečemo, če pogledamo Kilijana, ki je tudi vrhunsk ultramaratonec, pa je meso. Ali pa Mravlje. Svoj čas je, da najboljših, zmagovalec. Kakor vem, je Mravlje bolj regeneracijsko, bolj pivo uporabljal, kakor meso. To je pa tudi res. Ja, pa kak močen sendvič. Ja, seveda. Ne se, če se s tem starim ljudem pogovarjaš, ki so včasih te napore delali pa tu, to so imeli v nahrbtnikih obezen špjah. Zdaj ti si tudi za Savsko-Gorsko, Za Savsko-planinsko pot, sem naredil v enem kosu. To je najdaljši tek tvoj? To je moja najdaljša preizkušnja, in je čez 200 km vse skupaj. In koliko ur? 44 ur. Nič spanja spet? Oziroma tiste trenutke? Nič spanja, takrat še nisem niti znal spati med hojo. Še ni bil telo tako zverziran. In sem res mogel dati vse od sebe takrat. Zdaj med odgovorom nisi nič zaspal,
Kdaj? Med pogovorom? Ne, nisem. Pa tudi letos na Easter nisem nič, ne, ker sem vedel, da ne bojo 2 noči. Ne. In mi je tudi dal tisto energijo, ker sem, ko je začel jeti v drugo noč, sem v pol enih že končal. Ne. Potem pa v avtobusu domov? Ne, z avto? Pol je bilo pa tako, da sem v Umag prišel na cilj, pa ker je bilo po polnoči, ni bilo več hrane, ne, niti ni bilo čaja, niti nič, tam sem eno flaško piva v roke porinil, mene od mraza kar tresel, sem se ustavil, noči so bile izredno hladne, tam na mizih je bilo nekaj plastičnih krožnikov, par bobi palč gor, ne. Imeli smo pa vse, kar smo imeli v ATP centri, to je teniški center, ki je 5 kilometrov. Stella Maris. Ja, v Stella Maris je tako. In nas je pol eden peljal do tja in sem iskal, kje je naš kombi, ker sem šel še s 5 kolegi dol s kombijem, nisem kombija najdel, ne. In pa sem enostavno šel v prostor, da smo imeli te vrečke spravljene, ki smo jih imeli na poteh, ne. In sem tam se v tiste vrečke malo, pa eno astrofolijo in sem do zjutraj tam spal, ne. Se stoširal, zrihtal in... Gremo domov. Ja, drug dan je prišla pa pol Tanja, pa njen brat, pa Suzi. So mi prišli čestitati in smo šli domov. Bo šel kdaj čez Ameriko? To ne, teh Spartatlon? Ne, to je predvsem zato ne, ker je to ogromno finančno breme. Tako je. Delam pa za te stvari, ki jih počnem zaradi sebe. In zbiranje sponzorjev, pa polprofesionalizem, pa neki mini. Služba imaš, ne? Tudi tu je, ja, no, pa dobro, bi vzel 14 dni dopusta, pa bi šel, ne, rečemo Mont Blanc, vsi pravijo Mont Blanc. V Švici je štart, ne, tudi 100 mil okrog Mont Blanca. Sam jaz zato, da bom po Mont Blancu 100 mil naredil, ne bom dal 1000–1500 evrov, ne. Mimo grede si med tekom meriš utrip, to ne? Nikoli. Samo ta ura je, ne? Ja, samo ura, pa še ura je bolj zaradi analize pol, ne. Čist po občutki, najbolj po občutki, tako ko mi telo na take res dolge teke. Poskušam, da bitje srca ne poženemo v višave, ne. Tako. Da pač napor prilagodim, ne. Na svet zame. Ja. Ob svojem Abrahamu 10. septembra želim teči z Mitjom, ne. Humanitarni tek, 50 km, nikoli še nisem mimo grede. Mislim, da tam okrog 30 malo čez je šlo. Kakšen nasvet? Nehat, če bo bolelo? Ne, če bo bolelo, sploh ne. To je prevara telesa. Tu možgani načrtno povzročijo bolečino v določenih delih telesa, da bi človek pač njahal in prvo še počitk, ne. A po nekaj kilometrih pa neha? Mislim, da je to kilometer, 2, pa se bolečina prestavi. To je takrat počakati? Mislim, ne, jeti naprej? Ja, takrat naprej, seveda, vsekakor. Pa počasi, ne? Moj zelo dober prijatelj, moram reči, Zdravko Čuferju, ki je en velikih ultramaratoncev, ga izredno spoštujem, tudi Spartatlon je vtekel, vse te teke je naredil od Bila do Mont Blanca. Je enkrat rekel, veste kako, prijatelji, kjer misli, da bo tekel brez bolečin, naj bo raj doma. Ne? Mi tukaj so... Na kauču. Ampak tudi tam to še potem boleti, ne, če dolgo ležiš. Ampak ultramaraton je povezan z bolečino, ne. Vse je pa poplačan, ko priješ v cilj. Upam, da bo uspelo. Se moram kaj posebej pripravljati? Bom prišel kak krok utječ, sploh če bo to popoldan ali pa konc tedna, ne vem, kdaj je. Na sredo pride. Verjetno se bo tam ob 12 začelo. No, pa bom prišel kak krok utječ v podporo, ne. Ja, hvala. Drugač pa pripraviti se treba pa v glav, ne. Ker če človek utječe iz Lak na Kum, to je tam 24–25 km, bo tudi na rovnem okoli na stadioni, ne. Čeprav na stadioni je drug problem. Dolg čas, ne. Pa vse je tam, ne. Stol je tam, pijača je tam, hrana je tam, ne. Ko če letiš iz Lak na Kum, veš, da moraš priti, če se hočeš usediti, pa nekaj spiti. Ja. Tako da hrčkanje je pač za določeno vrsto ljudi, ne. Ja, no, tako da se bom spoznal. Hvala ti, da smo tebe spoznali, tvojo Suzi, prijazna punca, ja, pridna. Zelo prijazna, moram reči, ne.
Tako da ni vse, kar je zavetišča slabo, ne? Ja, ne. Kaj boljšega si ne moreš zaželeti, kaj je tale kužika. No, še veliko pretečenih krogov, tekov vama želim. Bomo. Tebi tudi, ne? Hvala. Če ne prej, se pa 10. septembra vidimo, ne? Siguren se vidimo. Zdaj pa na Kres, ne? Ja. Ja, seveda. Hvala za pozornost in srečno. Pokrovitelji športne oddaje Skok v športco, Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa.